Intersportov Urbanov nasvet tedna. Tokrat o testiranih bolj ali manj minimalističnih tekaških copatih. Tekmovalni in minimalistični tekaški copati se razlikujejo od klasičnih v tem, da so lažji, da imajo tanjši, torej manj ali pa skoraj nič oblazinjen podplat, predvsem pa imajo manj ali pa nič dvignjeno peto glede na prednji del stopala. Zakaj bi si želeli imeti takšno tekaško obutev, ki ima vsega manj? Morda prav zaradi tega, kajti manj dodatkov pomeni več pristnega, naravnega občutka. Seveda pa moramo pri tem upoštevati naše trenutno izhodišče. Pomislimo, koliko časa v letu hodimo bosi ali obuti v neoblazinjeno obutev. Koliko časa imamo peto vsaj za 1 cm dvignjeno. Pomislimo pa tudi na ekstreme, ki jih prenašajo dekleta, ko nosijo modno obutev zelo in ekstremno visokih pet. Vse to vpliva na naše trenutne sposobnosti hoje in teka, brez dvignjene pete in z zmanjšano blažitvijo obutve, a večjim izkoriščanjem naših naravnih blažilnih sposobnosti, ki nam jih nudi telo, če ga začnemo uporabljati pravilneje. Največji preskok o zavedanju pomena naravnejše uporabe našega telesa pri teku je v zadnjem času naredila knjiga Rojeni za tek avtorja Christopherja McDougalla. V njej spoznamo mehiško staroselsko ljudstvo, ki teče velike razdalje v zelo enostavnih tekaških sandaljih. Seveda pri tem ne udarjajo brezbrižno na peto. Tega si preprosto ne morejo dovoliti. In tega si tudi mi raje ne dovolimo preveč. Začnimo se raje vedno bolj zanašati na lastne sposobnosti in jih postopoma razvijajmo. Zato priporočam, da klasično tekaško obutev postopoma začnemo nadomeščati s tako imenovanimi tekmovalnimi modeli oziroma copati, ki se tržijo tudi pod imeni naravni tek ali svobodni tek, freerun, čisti, pure in verjetno bi še lahko naštevali. Priporočam, da izkusimo tudi povsem bosonogi tek ali pa tek v povsem minimalističnih tekaških copatih ali sandalih in razmislimo, kako lahko te občutke prenesemo tudi v tek z bolj ali manj oblazinjeno obutvijo. Spet bomo spoznali splošno resnico, da če ne poskusiš, ne veš. Pa si poglejmo, katere modele smo testirali in kaj bi o vsakem od njih povedal jaz. ASICS Gel DS Trainer. Ta tekaški copat v prednjem delu dobro objema stopalo, kar bo všeč predvsem tekačem z ožjim do srednje širokim stopalom. Podplat tega copata je v primerjavi s podobnimi trening tekmovalnimi modeli z nekoliko bolj čvrste gume. Priporočal bi ga za hitre tekače, kot tudi za počasnejše, ki se želijo postopoma odvaditi klasičnih, zelo oblazinjenih tekaških copat. Brooks Racer. Ta copat je na nek način podoben ASICS-evemu DS Trainerju. Podobna sta si v čvrstosti podplata, razveselili pa se ga bodo tekači, ki si želijo nekoliko prostornejši in bolj zračen prednji del copata. Saucony Kinvara. Kinvara ima v primerjavi z ostalimi testiranimi modeli tega razreda najnižjo peto. To nas pri teku dodatno spodbuja, da ne udarjamo na njo, ampak da bolj prepričljivo stopamo na srednji ali prednji del stopala. Na notranji strani stopalni lok ne podpira trša, ampak bolj odebeljena guma podplata. Zato lahko pričakujemo, da pri izrazitejših pronatorjih copat skozi čas hitreje izgubi potrebno stabilnost. Saucony Fast Twitch. Fast Twitch se od Kinvare razlikuje v marsičem, če tudi prihajate iz iste hiše in hodita v isti razred. Fast Twitch ima opazno čvrstejši celotni podplat. Dodatno je opremljen tudi s čvrstejšo gumo pod stopalnim lokom. V prednjem delu nekoliko ožje objema stopalo in je v tem pogledu podoben ASICS DS Trainerju. Adidas Adizero Feather. Ko stečeš s tem copatom, se počutiš, kot da imaš puščice na nogah, saj Adizero najožji med testiranimi modeli. Torej ta model je primeren za tekače z ožjim stopalom. Za nekatere zna prenizko objemati peto. Odlikuje se tudi v lahkosti, saj je v tem razredu zmagovalec. ASICS Gel XL 33. Če si želimo tekaški copat, ki nekoliko sodi v vmesni razred med klasične in tekmovalne modele, potem je to. Ta model sicer nima dodatne čvrstejše gume pod stopalnim lokom, ki zmanjšuje prekomerno pronacijo, pa vendar se za večino tekačev pokaže kot ustrezno stabilen. Razlog je verjetno v zmanjšani debelini podplata, ki tudi ni pretirano mehek.
ASICS Gel Volt 33. Volt je zelo podoben Excelu, le da je objem stopala nekoliko manj oblazinjen. Zaradi tega pa je copat bolj zračen in lažji. Oba modela bolj ustrezata tekačem z ožjim do srednje širokim stopalom. Brooks Pure Flow. Ta copat daje izjemno mehek občutek dotika s tlemi in hkrati zelo nežno objema stopalo. Podplat je v prednjem delu nekoliko debelejši v primerjavi s petnim delom, zato se veliko lažje izognemo udarjanju na peto. Primeren je za ožja do srednje široka stopala, ni pa najbolj primeren za tekače s poudarjeno pronacijo stopala. Merrell Glow. Zelo minimalističen tekaški copat, ki pa ima še vseeno ustrezno debel podplat iz trde gume, da se nam ni treba bati tudi teka po grobem makadamu. V prednjem delu nudi prstom dovolj prostora. Ta copat zahteva tek brez udarjanja na peto. Poleg Five Fingersov je lahko odličen pripomoček za navajanje na elastičen način teka, ko se najprej dotaknemo tal na prednji zunanji površini stopala. Vibram Five Fingers. To so tekaški copati, ki jim lahko morda rečemo kar copatki. Podplat nima skoraj nobene funkcije blaženja, kar nas dodatno spodbuja k bolj elastičnemu dotikanju tal, ko se dotik s tlemi prične na prednjem zunanjem delu stopala. Pri njihovem testiranju smo se spraševali, ali je res potrebno, da so prsti na nogi ločeni vsak v svoj žepek, ali pa morda ime narekuje oblika. Naslednji teden pa bo rdeča nit nasveta dehidracija telesa. Ostanimo povezani, pa dober tek!